Spoštovane bralke, spoštovani bralci, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, navdihni me. Zelo toplo, lepo pozdravljeni na našem današnjem virtualnem druženju z gospo Sanjo Rubinič in z gospo Viktorijo Kante. Zelo smo veseli, da jih lahko pozdravimo. Viktorija je že drugič naša gostja v Navdihni me. Sanja je pa naša zvesta sodelavka in izvrstna, izjemna oseba. Hvala. Ja, tako lepo, toplo, res toplo dobrodošli obe. Viktorija, najprej za vas eno zmagovalno vprašanje. Kako to, da ste pravzaprav Sanji že drugič dahnili da? Dobesedno. Ja, lep pozdrav vsem. Ja, s Sanjo sva se samo enkrat v življenju videli, nekaj na hitro. Eno jutro, ko sem ji pripeljala svoje kakije, drugače sva pa bolj tako virtualni. In poznava se pa iz teh Camino skupin. Tako da najprej sem vas navdihovala s svojo hojo oziroma s hojo celotne družine po Caminu v Španiji. Sem šla ravno pogledati, da bo marca 3 leta nazaj. No, zdaj me je pa poprašala, če bi kaj povedala o svoji drugi strasti, branju. Natali, dejansko je mene zanimalo, kako si Viktorija najde čas za branje. In to je mogoče naslednje vprašanje za njo. In ali trpi hiša, družina, vse, kar sodi zraven? Jaz si čas za branje sploh ne iščem. Mislim, to je nekaj, kar je pri meni vsakodnevna. Jaz si sploh ne predstavljam dneva brez branja, no, da rečem. In ne berem zdaj, da ne bo kdo mislil, ne vem, po par ur na dan sem ravno razmišljala, kdaj jaz berem te knjige. Moj čas zame, za moje branje je tam nekje ob 8-9 zvečer, tam nekje do 10, to se pravi mogoče 2 uri na dan. Ali pa če pada dež, ali pa če se mi ne da iti hoditi, ali pa kakšen vikend. Ampak očitno sem relativno hitra bralka, no, tako da mi s tem tempom branja uspe, ne vem, na leto prebrati 70-100 knjig, kaj jaz vem. In meni se to ne zdi nič kaj takšnega, no. Kot nam ostalima, ne? Ja, čeprav, ne vem, ko pa gledam te statistike, ne, pa meni se zdi več kot polovica Slovencev nebralcev, s tem, da se med bralce šteje tiste, ki preberejo 1 knjigo letno. Meni je to groza. Eno letno in si že bralec, prebereš 1 knjigo in si bralec? Ja, mislim, da sem enkrat neke ankete gledala, ja, da štejejo praktično, mislim, da je pisalo, da je že bralec, ja, ne. Tako da jaz, če ne preberem, ne vem, 1 knjige na teden je zame že nekaj nenormalnega, ne. Okay. Meni je tudi bilo zanimivo, ko sem pripravljala ta intervju, da sem izvedela od tebe, da se ti drugače pripravljaš za svoje dopuste. Ponavadi ljudje vzamejo cel kup knjig, da je odklop zares odklop, ti pa greš brez nobene. Ja, se to, ne vem, leta 2014, ko so šla jaz prvič na Camino, se mi je tudi življenje v tej smeri spremenilo, ne. Prej je bilo tudi moj dopust teden, 10 dni, 14 dni ležanja na plaži z 10 knjigami. Klasika. Ja, ne, praktično 3 otroke sem malo prepustila možu, ne, Senka, zdaj jih imaš pa ti, pa ne vem, pa se reke, mama, gremo plavat, ja, sem še to stran, če nazaj pomislim, ne groza, 14 dni obračaj na strani, da požreš, ne vem, 14 knjig. To je bil nek odklop, res dopust, ne, zdaj je pa zame dopust, da gremo nekam z ruzakam, nekam hoditi, oziroma ali pa tudi, če ne gremo hoditi, ne vem, grem na dopust, zato da nekaj vidim, da nekaj doživim, ne, da sem spet še tistih 14 dni zabubljena v knjigo, no. Ja. Moj vzgib sploh, da naredim intervju z njo, je bil prav to, kako si najde čas za branje knjig, ker za mene ali slaba svetloba zvečer, ali dioptrija, ali mogoče knjiga, ki me bo preveč obremenila zvečer pred spanjem. Marsikateri izgovor lahko najdem in dejansko nisem toliko disciplinirana, kolikor bi lahko bila, oziroma kolikor sem bila zadnjih prejšnjih let, ne. In dejansko, ko sem hotela s tabo narediti intervju, je to bil moj vzgib. Kako si lahko tako disciplinirana in si najdeš čas, obenem pa ne trpi ne družina, ne tvoj poklic, pa marsikaj drugega, ne. Tako da sem jaz to odnesla od nje, recimo, če bi lahko temu tako rekla.
Ja, mislim, zdaj eno dejstvo je to, no, da so moji otroci so zdaj stari 14, 17, 20 let. Ne? Me več zvečer ne rabijo, ne? Ker prej sem, ne vem, 15 let skupaj brala pravljice, po 2, 3, 5, ni bilo ne konca, ne kraja. Ne? In tisti čas, ko zdaj imam jaz berem za sebe, sem takrat praktično brala njim in potem je bilo pa še, ne vem, pospravljene posode in pol je prišla moja knjiga na vrsto. Ne? Čeprav otroci zame niso bili nikoli izgovor, ne? Tudi prejšnja leta, jaz si pač beležem, kaj berem, ne? Ni bila taka količina knjig prebranih, je bila manj, ampak sedaj jih je seveda več. Ker zvečer se otroci zaprejo po sobah, ne vem, mož gleda televizijo, on je ne bralec, jaz pa recimo ne gledam televizije. Jaz, ne vem, če je res nek film, ki me grozno zanima, to je mogoče si jaz vzamem čas za televizijo, ne vem, 2 ure na teden, ne? En film, ali pa mogoče, če me kakšna serija zanima. Če ne bi imela jaz telefona, po katerem bi drsala, mislim, jaz sem tudi malo s temi družabnimi omrežji, mislim, kdaj se čisto grozim tam, pol ure, 1 ura ti gre, kar nekaj v prazno drsaš, ne? Ja. In ravno zadnje se pogovarjala z eno znanko, je rekla, kako smo zdaj narejeni, ne, že otroci, recimo, če gledamo knjige za otroke, ne vem, Piko Nogavičko sem jaz brala stara 6 let. Niso sploh verjeli, da že berem, to je bilo še preden sem šla v šolo. Sedaj imajo za domače branje 5., 6. razred in jim je preveč na gosto napisana, se ne prebijajo, če je predebela in dejansko današnji otroci potrebujejo stalno neko akcijo, ne? In vse te nove knjige, ki izhajajo, so ali ilustrirane, velike črke, ne vem, skoči na to stran, skoči na drugo stran in vse to nam našo pozornost odvrača, ne? In tudi sama sebe kdaj zalotim, da naprimer berem knjigo, ne? Preberem 50 strani, pa malo telefončka treba pogledati, pa ne. Tako da se ga včasih prav zavestno odnesem v drug prostor, da me ta stvar ne moti, ne. Ja, in zdaj ta pouk nadaljavo in ta predavanje, to je naredilo katastrofo. Jaz vidim, če jaz kakšno izobraževanje, jaz držim, ne vem, pol ure, 1 uro in pol meni koncentracija pade, jaz ne morem biti 8 ur na enem seminarju, kaj ta ženska govori, jaz začnem brskati po telefonu, sklopim kamero, tako je. In mene je groza, mislim, tega, ker kako so to otroci zdržali, no, dejansko. Ja. Sanja, vidiš tule, imaš za naslednjič že tematiko. Ja, definitivno. Raziskovalna tema. Ampak moram pogledati mobitel, kaj piše, prav. Viktorija, hvala. Viktorija, res najlepša hvala. Zelo iskreno, zelo nasmejano. Sanja, hvala tudi tebi, seveda. In se veselim naslednjih prihajajočih, navdihujočih zgodb. Hvala, lep dan obema. Hvala.